Študij v tujini danes ni več težko dosegljiv cilj za mlade, željne znanja in novih poznanstev. Glavna ovira za študij v tujini so finance, saj so stroški študija in življenja v tuji državi zelo visoki. Plačati se mora šolnina, bivanje in hrana, v žepu pa mora ostati še kakšen cekin. Ker takšne stroške zmorejo le otroci premožnejših staršev, pa si morajo ostali poiskati pomoč pri različnih štipendijskih skladih, tako v svojih državah kot v tujini. Doslej je prevladovalo mnenje, da se pridobi najboljše znanje samo na Zahodu, v tako imenovanih razvitih državah, kjer imajo univerze bolj ali manj zveneča imena, ki posamezniku potem zagotavljajo blestečo poslovno kariero. Tudi med mladimi v Sloveniji prevladuje večinsko mnenje, da znanje v tujini obstaja samo v Zahodni Evropi in Ameriki, še posebej, če gre za študij naravoslovnih in tehničnih vej. Malo kdo pa se odloči za študij na vzhodu, to je na primer v Rusiji, še posebej, če ne želi študirati ruskega jezika. Iz Slovenije se je doslej za študij neruščine odločila samo ena študentka in to je Suzana Makarič iz Kranja. V Moskvi že eno leto študira psihologijo. Zakaj se je odločila za študij v Rusiji, pa nam je razkrila v naslednjem pogovoru. Jaz sem se odločila za študij v Rusiji po 4 letih učenja ruskega jezika, ruske kulture v srednji šoli, v gimnaziji Kranj, ki sem jo obiskovala v svojem mestu Kranj. Rusija mi je postala všeč po teh 4 letih. Pravzaprav sem načrtovala že tam nekje v drugem letniku, ko smo pač imeli to kulturo rusko. Vse je bilo nekako podoben slovenski, ampak vsem se je razlikoval, zato me je nekako privlekla ta kultura in jezik. Jezik je slovanski, zato mi je postal tudi všeč. Malo se drugačen, ampak vse. Vendar niste se odločili za študij jezika, temveč ste izbrali katero smer? Študiram psihologijo. Ruščino nisem izbrala zato, pravzaprav sem hotela v Sloveniji študirati ruščino in psihologijo, vendar to ni bilo mogoče. In jezik me ne zanima tako kot, ne vem, tam literatura. Jezik je zanimiv, ne? Zato pa psihologija me seveda tudi zelo zanima, zato sem se odločila 2 v 1 v Rusijo, psihologija. Kako izgleda prijaviti se na študij v Rusijo? Najbolj mi je pomagal ruski center ruske kulture. Oni so mi omogočali upis na to univerzo, se pravi, so mi priporočali in tako naprej. In pa seveda tam pa potem tudi pripada majhna štipendija, potem dom, tako da najbolj mi je pomagal ruski center. Obiskujem Moscow State Pedagogical University, to je Moskovski pedagogički univerzitet. Program je 4-leten, se pravi bakalaver po rusko. 4-leten, potem pa lahko seveda upišeš 2 leti magisterija naprej. Ne moram glih primerjati slovenskem, zato ker zdaj tukaj drugačen sistem 3+2, ne? Pa tudi ne poznam točno predmetov v Sloveniji, tako da ne moram glih primerjati. Kaj je bilo za Suzano, ki je tudi Zoisova štipendistka, najtežje, ko je prišla na študij v Moskvo? Mogoče začetno prilagajanje, osamosvajanje od družine in tako. Drugače pa meni osebno ničesar težkega ni bilo tam. Kako pa mladi v Moskvi, v Rusiji živijo? Veselo. Nočno življenje je seveda razvito zelo. Drugače pa seveda jaz imam občutek, da so tam bolj zanimajo za kulturo. Tam je tudi vse tako prilagojeno. Tule so na primer muzeji zelo dragi, če pogledamo, ne vem, sem glih pregledala, kakšne muzeji nimajo poceni stepnine, tudi za študente, tam so pa večinoma, primer v Sankt Peterburgu so brezplačni za študente. Tako da študenti se zabavajo tudi tako v smeri kulture. Ja, jaz živim v študentskem domu, tako da kuhanje spada zraven. Se pravi, sama si kuham, sam pereš, sam kuhaš, pač osamosvajaš se čist. Seveda, ko imaš priložnost, greš tudi če si že ravno na faksu v univerzitetno kuhinjo. Tam imajo dosti pocen,
pa tudi zelo dober, ampak je najboljše, če si sam skuhaš. So trgovine dobro založene? Trgovine so zelo dobro založene, ampak so zelo drage. Produkti so, mislim, hrana je zelo draga, predvsem sadje, zelenjava, še posebej, ker je to vse uvožen, ker je to vse en Moskva. Pa razne, seveda, obleke so zelo drage. Drugače pa sej, Moskva, tako rečem, spada v najdražje mesto v Evropi. Zdaj sem končala prvo let, še 4 leta me čakajo, ker je 4-leten program. Potem pa ne vem. V teh 3 letih mislim, da se bo najdel nekaj, kar me bo povlekal naprej. Drugače pa moje bom naprej še študirala, ker me pač psihologija zanima. Služba? Ne vem še. Predvsem v psiholoških vodah, seveda. Kako so pa doma sprejeli, da odhajate na študij v Rusijo? Jaz sem jih pripravljala kar dolgo cajta, že 2 leti, ampak normalen so sprejeli. Kaj pa prijatelji, stari tu v Sloveniji, stiki ste še ohranili ali ste si našli nove prijatelje v Moskvi? Novi prijatelji so se seveda najdeli, ampak stari seveda ostanejo. Takoj, ko sem prišla, seveda, ko jih prijatelji poklicati, gremo ven. Ostali so stiki, seveda, ne vem, odnosi so se malo hladili, to je normalno, ne, samo stiki so ostali, tudi, ne vem, trudim se, seveda, po Skypu, danes se tudi pogovarjam s prijatelji, da je vse isto, da ni take razlike. In rekli ste, da ni takšne razlike, recimo, če bi še že kdo odločil, da gre po vaši poti, kaj bi mu svetovala, na kaj mora biti pozoren? Mora biti pripravljen na samostojno življenje, na to, da ima nek sistem, da se uči, da lepo zdela, ker drugače ne bo zdelal. Ne vem, pa da ohranja stike, ker vseeno, stari stiki so, stari prijatelji so najboljši, novi so pa seveda pridejo. Ali imate kot tujka na univerzi kakšne ugodnosti pri profesorjih? Ko so predavanje, ne. Pa, ko se začnejo izpiti, ko začneš govoriti, seveda imaš gon na glas. Tako malo gledaj, skje pa si. Drugače pa, seveda malo blažji so, ampak vseeno ni razlike med ruskimi in pa tujci, zaradi tega, ker jaz sem pač hotela tudi na tako univerzo, kjer takih razlik ne bo. In koliko je vas še tujih študentov na tej univerzi? Univerza je velika, veliko je tudi tujih študentov, tu imajo pač mednarodni oddelek, tako da mednarodni oddelek, ki sprejema te študente, drugače se pa tujci seveda izobražujejo z ruskimi. Velikih je predvsem Kitajcev, seveda, kot iz Slovenije sem pa seveda sam jaz. Drugače pa seveda še iz, ne vem, bolj te stare sovjetske države. V sobi sem imela jaz eno Kitajko, tako da se družimo, oni znajo tudi angleško dobro, jaz tudi, ampak predvsem tam, kaj grejo študirati predvsem tujci zaradi ruskega jezika, torej rusko tudi govorijo zelo dobro, tako da se kar sporazumemo. Zanimivo je njihovo kulturo poslušati in vse. Koliko časa boste sedaj tu doma? 2 meseca, ker se septembra tam študij že začne, tako da se septembra vračam in pa spet do junija. Junija so zadnji izpiti, tako da pa spet za 2 meseca. Zanimalo nas je tudi, kaj je najbolj pogrešala, ko se je po 1 letu vrnila domov na počitnice. Družina, seveda. Drugače pa hrano malo. Drugačna hrana je tam. Polente ni. Je, sam ni tako dobra. Za konec pa nam je razkrila, kaj naj bi si ob morebitnem obisku Moskve oziroma Rusije ogledali. Definitivno Moskva je destination one. Prva destinacija. Tam je zelo lepo, tam je kultura, arhitektura. So top. Na vrhu. Sabor Vasilija Blaženova, seveda to verjetno vsi poznajo. Hram oziroma cerkev, ki ima take kupole kot sladoledna kupa zgleda. Rdeči trg, hram Hrista Spasitelja, ki je tudi največji in najlepši po mojih
res so taki. Drugače pa seveda v Moskvi zelo lepo, arhitektura, muzeji, Tretjakovska galerija, pa če ste že v Rusiji, lahko greste še v Sankt Peterburg, tam je tudi zelo lepo.